Živjo, živjo, dobrodošli v Favoritih 2018, sicer konec januarja 2019, ampak recimo, da sem ujela zadnji vlak. Najprej bom šla čez moje favorite, kar se tiče nege in potem še kar se tiče make-upa. Spodaj bom probala nalepiti timestampe, tako da lahko preskočite tisti del, ker vas ne zanima. Dajmo začeti pri predstavniku cele kategorije peelingov, encimskih namreč. Jaz sem encimske peelinge zelo rada. Imam dehidrirano povrhnjico, masno kožo in občutljivo. Tako da dosti stvari je pač pri meni tako zelo ne ravno najbolje delujočih, ampak encimski peelingi se mi vedno dobro obnesejo. Mi spolirajo kožo, odstranijo delce, lahko jih uporabljam, ko uporabljam kisline ali pa kaj takega in mi dejansko lahko jih uporabljam, ko imam mozolje, ko so kakšne stvari aktivne, pač nimam negativnih reakcij, ko jih uporabljam, zato jih imam rada. Afroditin je pač predstavnik vseh encimskih peelingov, tega sem letos najbolj uporabljala, zato ga pač izpostavljam. Ni ravno enostaven za dobiti, ker je treba iti v Afroditine salone ali pa njihovo trgovino. Jaz sem ga na sejmu dobila, tako da pač je nakupni sejem in lahko kupiš, kaj želiš in je to pač zadostilo moje potrebe. Kateri je moj najljubši vitamin C? Verjetno ni treba preveč govoriti in predstavljati, to je Tetraforce od Adactives. Odkar ima pumpico, mi je še bolj všeč, ker lažje kontroliram in doziram. Ali ima, doskrat me vprašate, če ima dejansko že je tako barven? Ja. Je beloranžkasta, tako da nič ni pokvarjeno. Kako veste, kdaj oksidira, kdaj neha delati? Veste, zaradi tega, ker ni več unga efekta, ki ga ima sveže odprt serum, samo pri pumpici se bo to dlje obdržalo, kot pa pri kapalki. Zaradi tega jaz osebno sem favorit te pumpice in hvala Saška, da si jo dala gor. Ta drugi serum je pač bolj v kontrasmer, nima toliko aktivov, ampak je Wake Me Up jutranji serum s peptidi in se človek bi rekel, da ni vreden denarja, ampak v realnosti meni je, zaradi tega, ker se zbudim samo po neprespani noči, dam tole gor in moja koža tako malo zamaskira budnice, nočne pri otroku, ko se veste, kako je, ko vstajamo. Jaz imam manjšo embalažo in večjo in potem iz večje prelivamo v manjšo, ker tukaj pa pač je še vedno kapalka in ja, se pač lahko hitreje pokvari, zgubi te dobre benefite, zakaj bi jih. Pač prelijemo ta manjšo, tega le hranimo v hladilniku ali pa kje na temnem in ne preveč toplem prostoru in smo si zadovoljni. Pa delim si ga tudi tega z mami. Hitreje, ker se stvari porabijo, bolj so sveže, bolj kupam pol naslednjo svežo rundo, tako Tetraforce kot Estée Lauder Advanced Night Repair, tako da meni je to pač plus. Če imate mamiski razdelak, delite, kar poslužujte se. Še en aktivman, ki ga sicer rada uporabljam, vendar The Ordinary laktična kislina 10%, je Hit or Miss. Ta prve verzije so bile sicer večini folka smrdeče, meni se pač ni zdel, ampak je bila veliko bolj efektivna kot tale. Ne me narobe razumeti, še vedno je efektivna, ampak ni pa to, kar je bilo včasih, ko si dal namazol, zvečer si se zbudil, tisti namazol je bil prepolovljen, če je sploh še kaj bilo, ful manj je bilo posledično raznih iritacij pa posledic, ker valjda nisi stisku, pa piku, pa ne vem kaj, tako da ja, želim si bolj staro formulo nazaj, moram pogledati od Makeup Revolution, kako so oni naredili svojo, kar je dražja, kot je The Ordinary, tako da, kaj povem, mogoče pa so kaj bomo bolj začeli. SPF se je lani tako, da lahko rečem 100% odrezal, da me je res zaščitil, je bil od M-Prema. Pozna se ga na obrazu, je belkast kest, izsuši kožo, še mojo masno, tako da za suho kožko sploh ne vem, kako bi to šlo zraven, ampak zaščita je pa varna in
sploh če uporabljam aktive ali pa grem v situacijo, ker potrebujem dobro zaščito, sem se posluževala predvsem M-Prema. Za leto sem rekla, da bi mogoče kakšno Neostrato še pogledala. Majčkeno že raziskujem, ker februar je zame že čas za naročanje SPF-ov, da se pripravim, ker aprila jih moram že na 50 vprašati, vsaj aprila, čas že marca. In je treba to, da pride do mene, ker poradizacije, ZDA, se treba vnaprej pripraviti. Kar se tiče hialuronskih, počasi opuščam na redni bazi njihovo uporabo, ampak kar sem uporabljala od Paese. Viševo sem probala, no ne, pač ne bo moja stalnica, niti porabljala ne bom. Tako da ostajam pri Paese, ki ima 1,5%. Je kombinacija hialuronske kisline in soli hialuronske kisline, tako da verjetno iz tega razloga je pač malo bolj efekt. To je nekako cenejša verzija tega efekta, tako da včasih še posežem, ampak to se ful malo se je porabno. Všeč mi je, kako so si naštimali tole zaščito, da je res čim manjši krogec okoli pumpice, tako da plus, ampak še vedno kapalke, ampak še vedno bi si želela pač pumpice. Mislim, da stane okoli 20 evrov. Cena za to, kar se dobi, mislim, da je pač v redu zastavljena, ker to so hialuronske, če recimo poznate te drogerijske ali pa kakšno Hoferjevo, ker tiste so vse drugačne, predvidevam, da so večje molekule, karkoli je pač tam, z razlogom so cenejše. Takoj, ko posežete v malo višji cenovni razred pri hialuronski, se to pozna, veliko bolj so kozmetično elegantne. In nekako nimam živcev s temi osnovnimi formulami, tako da če jo uporabljam tole trenutno. Bomo videli, kaj bom letos še počela, pa kaj bom novega dodala, ker določeni aktivi naredijo svoje. Ko se je odprla nova Mišina trgovina, sem si kupila, dajmo tole skovrtkačo, Made Casoside kremo. Gre za aktiv iz centele Asiatike. Jaz teh aktivov pač ne poznam dosti dobro, zaradi tega, ker kar pride v evropske kreme, pride tako nizkem, tisti glih to, da napiše, da ima not, in pol posledično si tam, pač ne veš, kaj ta prava naredi. Zdaj, tale ima tudi nizko vsebnost, to je 0,1%, pa 40% vode iz listov centele Asiatike. Ima majčken silikona, kar je bilo meni plus, ker sem želela nekaj, kar mi bo naredil malo bariere. Uporabljam jo pa predvsem po tretinoinu. Zdaj, tale obdobje je še tak, da bi rabila še nekaj čez za zaklentno. Tole ni zadost, ker je bolj pomirjevalna krema. Pa recimo na atopičnem dermatitisu pomiri, ni več to krdeče koža, ni premajhna koža, se tako kar malo počutiš. Tole sem sicer nabavila res čez zadnji mesec v letu, ampak uporabljam dobesedno na vsakodnevni bazi. Zdaj za obraz vam težko kaj rečem, ker za obraz ne uporabljam to, kot jaz jo bolj za roke. Ker pač dermatitis po zimi se veste, kaj dela. On tak ni ful prijeten, ampak ni močan in me iskreno rečeno ne moti. Lahko grem spat z namazanimi rokami in se še vedno dobro razumem. Zdaj ne vem, koliko se bo tole kaj na kameri videlo, ampak rdečica kar hitro je veliko manjša, kot je sicer. Zaradi tega tudi si zasluži res za pohvalo. Moram večkrat bolj pogledati. Apio se mi zdi, da je tisti brand, kar sem jih v Miši videla, ker sem se nekako najbolj najdla, pa od same Miše moram kaj pogledati. A ja, pa ful fajn je tudi, če greste pol s takimi rokami malo po laseh, da jim mičkam vlage vrnete, sploh če imate tako suhe kot jaz. Make-up. Dajmo pogledati, kaj se pri meni uvrstil med favorite. Zdaj, pozabila sem na začetku omeniti, leta sem imela zelo malo tistih nor izdelkov favoritov. Imela sem
stvari sem uvrstila, ki so bile boljše, kakor so pa pač večina jih, kar sem jih preizkusila. Zaradi tega pač, če ne bom zdaj vsa noro, kjer super izdelek, dajte zvoje. Kje ne začnem? Dajmo začeti pri primerju. Tale je verjetno že bil kako leto moj favorit in je ostal še vedno moj favorit. Gre sicer za Prime Mattify, ampak formulo sam to pač ni glih neki zdaj super matirajoče. Je pa en tak vlažilen občutek, ki se na koži pač res, kako da bi malo dodal vlage, pa se skupaj zaklenil. Podaljša obstojnost ne v nedogled, kot pripadnica masnokožk ne morem na noben primer računati, da mi bo do konca dneva držal podlago, ker mi je pač ne. Ampak že vonj je tak nenapadalen, neagresiven, tak rahlo aromaterapevtičen in je meni osebno pač vonj ok, učinek mi je ok, podlage izgledajo lepše, jaz imam pač dehidrirano povrhnjico, se veste, kako se kar malo luščimo. Na negi lahko delaš, kakor češ, ampak če ti hormoni konstantno delajo štalo, pač jo omiliš stanje, ampak te dehidrirane povrhnjice se ne znebiš tako na jeziku, kar pri nekaterih drugih mogoče. Tako da primer je ta. Tudi podlago, je tudi že nekajkrat, mislim, da bila omenjena, je od Bio Nutripower v odtenku 15, moj odtenek. Gre za odtenek, ki je rahlo oliven, je pretemna za čez zimo, zaradi tega jo ponovadi mešam še s čem drugim, ampak to daje en tak svež videz. Dejansko lahko se fotografiraš. Čez dan zdrži bazo nekaj cajta, ampak pač ne zdaj, da bo na masni koži to izgledalo 12 ur super, ker pač ne bo. Ampak nekaj časa pa vse izgleda luštno na koži. Cena, mislim, da je okoli 13 evrov, nekaj takega. Dobi se sam demo, kje pa kupujem, že v Avstriji, sem malo pozabila. Super podlaga, paše recimo tako maestri kot meni, tako da tudi če niste masnokožke, jo poglejte. Vredno je res ena taka podlaga, ki je najlepši videz, najbolj tak your skin but better v drogerijskem razredu, pa še cena ni pretirana, tako da se meni zdi pač vredno, da vsaj greste, pa si malo stisnete testerček pa preizkusite. Imam 4 odtenke te podlage, tako da verjetno kakšen Ige filmček naredila, da primerjamo odtenke pa pogledamo nanos na obrazu. Naslednja podlaga iz drogerijskega razreda je od Deborah Extra Cover 2 v 1. To je podlaga, ki ne je bila korektor, pa tekoča podlaga v 1. Ko tekoča podlaga mi ni všeč. To je en tak maskast občutek, ne morem reči, da sem navdušena. Ja, mogoče za kakšno dodatno prekrivanje rdečih delov, ampak to je pa načeloma to. Zakaj v favoritih? Zaradi tega, ker je fantastičen korektor. Je podoben Tarte Shape Tape, obnaša se, ni identično, ampak je neka lažja varianta, ni toliko prekriven kot Shape Tape in to je meni pač bolj všeč, zaradi tega, ker mi je Shape Tape čist prekriven, preveč prekriven in če ne točno zadaneš odtenka, good luck. Mislim, tist bolj ni več tak fan, no. Pa tale ima, čakajte, da najdem, 1 leto po odprtju Shape Tape, mislim, da 6 mesecev, tako da ne bi temu, da je cenejši, da ga je več, pa se mi zdi, da se vam splača probati, no, če vam je všeč, ker meni se ne usede nekaj preveč v pore, lepo prekrije, se mi zdi pač vreden, da si ga vsaj pogledate v drogeriji. Tudi tehle imam ene 4 odtenke, pa bom kakšen filmček naredila. Potem so tukaj BBCC kreme. Erborian je prišel pred kratkim v Slovenijo, dobila sem priložnost testirati par njihovih izdelkov. Edini, ki me je do zdaj res navdušil, je bila njihova BB krema. CC kreme ne maram. Dejansko mi zmestijo obraz, ne izgleda lepo in bom videla, če bom našla kakšno uporabo, ker
zaenkrat mi pač ni. BB krema. Najpogostejše vprašanje je, ali odtehta svojo ceno, ker pač Erborian stvari niso poceni in tole ni ful prekrivna zadeva. Torej, zakaj je to v top 2018 izdelki? Ker si tole namažem v 1 minuti, vključno z umivanjem rok, ne poudari mojih luskaste kože, izgleda zelo lepo, to je tako, kot da sem se zbudila super enakomernim tenom, nimam nič rdečice, kar jo kar lepo prekrije, sploh ne zgleda, kot da bi bila nekaj blazno namazana, malo mi zmatira kožo, luskice se ne vidijo in to je to. Dejansko z roko namažem, umijem roke in grem maka minuta. To je meni pač zelo vredno, ker enostavno nimam časa. To moram biti takole urejena v hipu in leteti ven. Zaradi tega, ja, meni je vredno denarja, ni mi pa odtenek glih najbolj všeč, imam nude pa tlele moram malo pogledati, če še kakšna druga v malo bolj meni primerni barvi, ampak sam izdelek pa ja. Ne moram reči, da mi ni všeč, ker mi je zelo všeč, da tudi vidite, da koliko sem že porabila. Če me vidite zadnje cajte malo bolj naličeno, zahvaljujoč tem. Potem je tukaj še od It Cosmetics CC krema. Moj odtenek je light. To je krema, v bistvu je SPF krema, ki ima 9% titaniovega dioksida pa 6% cinkovega oksida. To je SPF krema, ki je obarvana. Ampak ne izgleda grozno na moji koži, izgleda zelo lepo, zelo dobro me zaščiti v enem sloju, zdaj v teh mesecih, ki pač ni nekega sonca, pa jaz ne smučam, tako da nisem na smučišču, in pa v poletni meseci poletni glih ne. Pomlad, jesen, takrat, ko je še ful toplo pa močno sonce, ampak ne pa toliko. V 2 slojih se lahko špogam samo z njo, istočasno make-up, kar v redu se potim z njo, tako da je pač temna, tako da mi je že tako bolj v poletnih mesecih primerna. Pa če imam recimo en prem, lahko, ker je tak bel kest pusti, nanesa še mečkan tega le čez in ker sta oba mineralna filtra, se ne tepeta, lepo se mi zasloji čez in to je to. Maskara. Izbrala sem drogerijsko pa high-end zmagovalko. Drogerijska je od Deborah, to je Instant Maxi Volume, ta 24-urna. To je maskara, ki je rahlo čudaška, vam rekla, da tole namažeš, pa je ljubezen na prvi pogled. Gre za tako krtačko, je črna-črna, zdaj danes imam gor, če slučajno kaj vidite. Na začetku je malo mokra, pa vedno je taka rahlo gumijasta, se ne znam opisati tega občutka, ampak je taka, kot da bi bila na pol vodoodporna formula. Drži, tudi curl lepo drži, ne zdaj fantastično, da bi cel dan držala, ampak dosti cajta drži. Fajn, vsako trepalnico objame, niso pajkaste, to ni za tiste, ki ljubite pajkaste, ne draži mi oči, zelo malo se flejka, če se sploh, tako da na tem sem pač navdušena, ker občutljive oči pa flejkanje ne gre skupaj. Cena je žepo prijazna, malo sem zdaj pozabila koliko je, ampak bom, če ene cene bom dol dala. Pa, ja, morate pa paziti pred odstranjevanjem, ker tole maskaro, pa kar jaz pač imam čistilno olje, vsaj 15-20 sekund dlje na očeh, nežno umasiram, pol naredim emulzijo čez, pa še gel za umivanje obraza, da gre res čisto vse stran, ker se ne odstrani tako enostavno kot navadna maskara, pa ne tako težko kot vodoodporna maskara. To je neka vmesna varianta, meni je ful všeč, res, ko je to ponovni nakup. Pa zdaj jo imam že 3. mesec in je še vedno v redu, kar v drogerijskem razredu pač praktično se mi ne zgodi. 1 mesec pa mora iti stran. Zmagovalka v high-end razredu je od Lancoma Monsieur Beg. To je maskara, ki je zame popolna. Naredi čisto vse, kar hočem, naredi super
volumen, ne naredi pajkastih trepalnic, ne flejka se mi, cel dan jo imam lahko gor, brez da bi me iritirala, brez da bi se flejkala. Veliko bolj eleganten občutek je kot pri Deborah in ja, je vredna denarja. Sicer jaz bi vedno imela najraje mini maskare, ker jih enostavno zaradi občutljivih oči moram bolj menjavati kot večina. Ampak v cajtu, ko sem tole maskaro uporabila, mislim, da sem po 2-3 mesecih nehala, ni bilo neke spremembe, še vedno se je zelo dobro držala, ni se flejkala, pa nobena izmed teh se mi ne odtisne, zdaj masnokoške, da vedele, kaj govorim, ko imate pa maskaro, če so odtisnjeno na veki. To nobena izmed teh ni naredila. Je pa pač veliko lepši volumen, pa lepše trepalnice so pri Monsieur Big kot pa pri Deborah. Ampak zdaj, cost-benefit variante se morate pa vi odločiti. Pač jaz imam obe, pa pač tisti dan, kakor mi paše, ali pa koliko dolg dan bo, se odločam, katera bo imela. No? Ampak obe zaslužita top oceno. Kar se tiče zaključnih pudrov, lani nisem imela preveč srečne roke pri izboru. Nobenega izmed teh, ki sem jih testirala, ne bi ponovno kupila. 2 sta mi bila najbolj všeč, pa sem jih veliko uporabljala, to je Inglotov pa od It Cosmetics by Pores Translucent. Enostavno ne gre za poceni setting powder, gre pa za podaljšajo obstojnost, zmanjšajo transfer, odmalo maščobo popivnajo, pa jo zadržijo, ampak ni tako, da bi bili nevidni na koži, pa tudi pod očmi, ja, pa se v redu, ampak niso bili presežek tak, da bi rekla, da sploh upravičijo ceno. Tako da letos sem rekla, da bom bolj te v prahu probala, te najbolj pohvaljene, pa da vidim, če se mogoče malo bolj obnesejo, kot tole. Pa ja, v redu, ampak ni bilo tako, wow, super, to bi pa še enkrat kupila. Ampak ja, no, pač recimo, da med vsem, kar sem probala, ta dva sta bila najboljša, če lahko tako človek hoče reče, ne? Od palet Senčil je moja zmagovalka, pa recimo tako, od Make Up Factory je že tako čez rok, pa jo moram nehati uporabljati, tako da je pač od Naked Basic, ki je tista, ki je bila največ v uporabi. Gre za paleto, ki, kot vidite, nekatere barve pač niso moj favorit, nekatere so malo bolj. Jo rada uporabljam, predvsem tale del, pa črno, pa tole, te oranžkaste nikoli ne, tole tako, bolj tako, tole še občasno, tele praktično ne, tele ne, pa tele ne, no. Je v redu, ima ogledalo, ampak tudi tale počas po moj rok trajanja presegel in ne vem točno, kaj bom letos kupila novega, da je res za 1, 2, 3 nares make-up, pa lahko letimo doma. Potem je tukaj še kategorija pripomočki. Od Charlotte Tilbury vihalec trepalnic je dobil ok oceno, uporabljam ga zdaj že leto, 2. Kar v redu oblika je za moje oči, mi v redu, predvsem jaz moram tele skrajne trepalnice fajn privihati navzgor, ker imam oči, ki se povešajo pa to, in če jaz dvignem zdaj te trepalnice, oko avtomatično vizualno rata malo bolj navzgor obrnjeno. Fajn je pač, da se vsake toliko zamenja tale gumica. Mene je zmotilo pri temu vihalcu, v bistvu so tako, da deluje tako, no, ne preveč dovršeno. Za ta cenovni razred bi jaz pričakovala nekaj, kar vsem mečkam bolj sturdy deluje, tako da ni. Tole je med tano, pa med tem jaz ne vidim razlike v izdelavi. Tako se mi zdi, da čist isti šmoren, samo da pač tale ima, ne vem, če boste tole zdaj videli, lepši look, bolj uporaben.
ni tako močno, pa kratko, kot je predani. Še eden pripomoček imam, tale je Brez Skincare. Po pravici povedano, ne vem točno, kako se imenuje, ker jaz tej zadevci rečem Knajp mašina. Bom pogledala, bom spodaj linkala, kako je uradno ime. Zgleda čudaško, ja, vedno me vprašate, kako hudiča je to. V originalu smo se rahlo lovili, ker jaz te zadeve nisem znala prižgati. Morate ful dolgo cajta zvršati, da se to prižge. Zdajle je toplo in je tako toplo. Potem imate drugo opcijo, ki se zraven še sončni del vklopi in to naj bi bilo pred nanosom serumov, recimo, ali pa kaj takega, da se bolj upijajo. Jaz sicer po nanos ne maram tega delati, ker ne vem, kaj se dogaja s formulo, tako da pred nanosom. Ampak jaz nisem ljubiteljica knajpanja na splošno in jaz tega se ne poslužujem ful. Kar uporabljam je cool funkcija. Tole rata v bistvu tako hladno, ampak ne pretirano hladno. In mi je fajn za tele puffy dele, seveda je to fajn začali kazati, da bi bilo pametno. Uporabljam za tele puffy dele takrat, ko je pač dolga noč, pa ne skrbim preveč zase. In je veliko bolj učinkovito kot hranjenje krem za okoloči v hladilniku. Ta efekt je kar hiter viden, pač prav tiska, da bi imel kumarce iz hladilnika na očeh. Grem pač malo okoli vseh teh puffy delov, da ta nabranost z vodo malo zgine. Tisti, ki imate radi knajpanje, boste pač lahko rotirali toplo sonično, hladno sonično. Jaz pač moja koža iz nekega razloga knajpanja res ne mara in se tega ne poslužujem toliko, ampak so pa lahko zelo dobri rezultati, če ste pač v tistem spektru občinstva. Danes bi res rabila že tretjo kavo. Če ste v tistem delu uporabnikov, ki jim knajpanje koristi, pa da to naredite, preden nanesete kakšen serum, bi znal biti veliko večji efekt. Tako da, če slučajno načrtujete nakup kakšne podobne zadevce, poglejte, čekirajte, ne vem, mogoče kakšna Mercator tehnika ima drugače, ali si zadolžena za Silken pa Bellissimo, ampak poglejte, če imajo kakšne Mercator tehniki, pa malo testirajte, koliko je dejansko hladno, koliko je dejansko toplo. Meni, pa saj ne bom rekla, da je pretoplo, ni, samo jaz to sprememba toplo-hladno kože pri meni nekega razloga res ne deluje, tako da ta del pač preskočim. To so bili moji favoriti 2018, z veseljem prisluhnem, kateri so bili vaši, ker bom počasi šla v novo naročanje stvari, ki mi jih je zmanjkalo, ki jih potrebujem, nekaterim je pač že to drug pretekal, pa bilo fajn, da se malo pogledam po kakšnim drugim. Tekoče setting powdere, če imate kakšne, mi napišite prosim, kaj res moram pogledati. Za Laura Mercier pa te podobne sem si že checklistala, da vem, kaj rabim, ampak jaz sem odprta za nove dobrote področju skincarea in make-upa. O tretinoinu pa nisem hotela v tem videu govoriti, to bomo pa kakšen video čisto posebej naredili, da gremo čez vse, kaj ja, pa kaj ne, ker koliko sem pa v zadnjem mesecu dobila nekih SOS sporočil, bebe, ne vem, kva delate. Bomo še poklepetali na to temo. Lepo se imejte, kmalu pa se spet vidimo z novimi videoposnetki in upamo, da bo moja ta mala zdrava, da boš to šla zdaj mečkam hitreje. Lepo se imejte.